Tone Kralj, Moja žena, 1930, olje na platnu. Slika predstavlja umetnikovo ženo v ateljeju, kjer jo je mož in slikar ujel pri kiparjenju. Figura je postavljena v ospredje oziroma prvi plan slike. Skozi okno se nam odpira prizor na gradnjo nekakšnega stebra. Prevladujejo svetle in tople barve. Sliko preveva barvito, toplo in pozitivno vzdušje. Slika je večjega formata. Slika Moja žena ima značilnosti sloga nove stvarnosti, kar pomeni, da na precizen način odslikava vidno stvarnost. V slikarstvu se to kaže v upodabljanju predmetov, figure in prostora s pomočjo senčenja, ki enakomerno prehaja od svetlega k temnemu. To daje občutek volumna, tridimenzionalnosti in otipljive materialnosti. Slikar ustvarja tako enakomerne prehode, da ne opazimo sledov čopiča. Žena je upodobljena stoje, vidna od sredine stegen navzgor. Njena podoba je postavljena na sredino slike in sega skoraj do zgornjega roba. S telesom se obrača proti kiparskemu stojalu z glenenim kipom, ki je upodobljen v spodnjem delu slike na gledalčevi levi strani. Na stojalu je manjša deska, na njej je napol obdelan kip in kupček še neobdelane gline. Kip je ozek in podolgovat, stožčaste oblike, na njem pa opazimo nekaj manjših figuric. Z levo roko se žena rahlo dotika kipa na njegovem vrhu, kot bi ga oblikovala s palcem, z desno roko pa drži desko. Njen pogled in glava sta rahlo usmerjena na gledalčevo desno stran. Pogled izraža zbrano zazrtost, naravnost predse, kakor da nekaj pozorno opazuje. Pri tem se portretiranka rahlo smehlja. Oblečena je v preprosto svetlo-modro obleko z dolgimi ohlapnimi rokavi, ki se v zapestju zožijo. Njeni svetlo-rjavi valoviti lasje so rahlo speti v zatilju. V zgornjem levem kotu slike sta še dve likovni deli, risba in slika, v obeh primerih z motivi človeške figure, ki jih prepoznamo kot tipične motive Toneta Kralja. Na desni strani slike, tik za portretiranko, je upodobljena širša polica z odloženim časopisom, na katerem beremo napis Slovensk, ki ga žena delno prekriva. Na robu časopisa stoji na skrajni desni v lončenem loncu kaktus z majhnim rdečim cvetom. Za polico se razkriva pogled skozi veliko okno. Zunaj vidimo 3 delavce na lesenem zidarskem odru, postavljenem okoli stebra. Ob robu okna za portretiranko je zelena zavesa. Predmete, slike, kip, ki ga obdeluje portretiranka, časopis, delo na stebru, lahko beremo kot simbole rastoče slovenske umetnosti v začetku 20. stoletja, ki se je razvila prav na področjih risbe, slikarstva, kiparstva in arhitekture. Osamosvajanje slovenske umetnosti je bilo tudi boleče, a kljub temu lahko v rdečem cvetu na kaktusu prepoznamo simbol strasti in ljubezni do ustvarjanja. Portretiranka Mara Kralj, žena Toneta Kralja, se je ukvarjala s slikarstvom, maloplastiko, keramiko, lutkarstvom in ilustracijo. Je ena tistih emancipiranih žensk, ki so si upale na poklicno ustvarjalno pot v času, ko uradne akademije ženskam še niso bile dostopne. Tone Kralj je eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja. Sprva je ustvarjal pod vplivom ekspresionizma, pozneje pa se je posvetil bolj umirjeni novi stvarnosti. Delo Moja žena iz leta 1930 spada med njegova najboljša dela.